Poglejte, včasih najbolj preproste stvari, recimo seznam imen, lahko povedo neverjetno globoko zgodbo. Danes bomo pogledali točno to, kaj nam imena slovenskih osnovnih šol v resnici povedo o identiteti in duši te države. Pripravite se, ker so odgovori bolj zanimivi, kot si morda mislite. V redu, pa poglejmo, kako se bomo lotili te zadeve. Vse skupaj bomo razdelili na 4 dele. Najprej bomo pogledali najbolj očitne stvari, nato se bomo potopili med narodne junake, prisluhnili bomo tudi temnejšim odmevom zgodovine in na koncu vse skupaj sestavili v eno celoto. 448, to je številka. Ampak to ni samo številka, toliko je namreč javnih osnovnih šol v Sloveniji. In za vsakim od teh imen se skriva delček zgodbe. To je zemljevid, ki ga bomo danes raziskovali. In tu se postavi ključno vprašanje. Kaj nam vsa ta imena sploh lahko povedo o duši enega naroda? Pa poglejmo, kaj se skriva že za prvimi najbolj očitnimi namigi. Dobro, gremo po vrsti. Vsaka analiza se začne pri osnovah, pri tistem, kar je najbolj očitno in leži neposredno pred nami. Torej, ko pogledamo ta seznam, ena prva stvar takoj pade v oči. Ogromno šol je poimenovanih čisto preprosto, po kraju, kjer stojijo. Ali pa so samo številčene, kar je seveda logično in praktično. Tako je jasno, kje je šola. To je ta osnovna funkcionalna plast. Imena kot sta osnovna šola Apače ali pa prva osnovna šola Celje so logična, ne? Zasidrajo šolo v neko lokalno okolje in dajo korenine. Ampak to je le površina. Prave zanimive zgodbe se začnejo šele zdaj. In zdaj pridemo do tistega res sočnega dela. Koga Slovenija slavi, koga postavlja za vzor svojim otrokom, dan za dnem, leto za letom. Imena šol nam razkrijejo pravi narodni panteon. Ker, pomislimo malo, to niso samo neke table z imeni, to je nekaj, kar otroci vidijo vsak dan. To so tihi, a vztrajni opomniki o tem, kdo so narodni junaki. To so lekcije o ponosu, ki so dobesedno uklesane v zidove šol. In ko pogledamo podatke, je slika kristalno jasna. Poglejte tole, na samem vrhu so pisatelji, Prežiho Voranc, Ivan Cankar, pa seveda Franc Prešeren. To res ni nobeno naključje. V narodu, kjer je jezik tako rekoč temelj identitete, so pisatelji in pesniki prave zvezde. Ampak pozor, ne gre samo za literaturo. Niti približno. Ta seznam je veliko širši in se bere kot nekakšen imenik slovenske kulture. Tukaj je recimo Jurij Vega, naš matematični in fizikalni genij, pa potem Anton Martin Slomšek, ki je združeval vero, pesništvo in narodno prebujo. In seveda ne smemo pozabiti na umetnost, recimo na Richarda Jakopiča, našega velikega impresionista. Spekter je res širok in pokriva vsa področja ustvarjalnosti. Ampak zgodba ima tudi svojo temnejšo plat. Niso vsa imena slavilna. Nekatera so tam, da opominjajo. Nosijo težo zgodovinskih brazgotin, boja in žrtvovanja. Tako je, ta imena niso tu, da bi jih slavili z veseljem, ampak da se spominjamo. So kot nekakšen večni opomin, da se žrtve preteklih generacij nikoli, ampak res nikoli ne pozabijo. Vzemimo za primer osnovno šolo 8 talcev v Logatcu. Že samo ime pove grozljivo zgodbo. Neposredno nas spomni na enega od tragičnih dogodkov druge svetovne vojne in ohranja spomin na žrtve. Ali pa osnovna šola borcev za severno mejo v Mariboru. Spet, to ime slavi tisti ključen, izjemno težak boj za to, kje bo potekala meja Slovenije po prvi svetovni vojni. In tukaj se lepo vidita ta dva stebra, na katerih stoji slovenski narodni spomin. Na eni strani imamo kulturo, umetnost, ponos, Prešeren, Cankar. Na drugi strani pa imamo ta boleč, a nujen spomin na boj, na žrtve, na divizije in talce. Sta kot svetloba in senca, ki skupaj tvorita celoto. V redu, zdaj pa sestavimo vse te koščke skupaj. Imamo geografijo, imamo kulturo, imamo zgodovino. Kakšno sliko dobimo na koncu? Kaj nam ta mozaik pove? Pove nam še nekaj zelo pomembnega. Ta zgodba ni samo o preteklosti, govori tudi o sedanjosti, o odprtosti in večkulturnosti. Če pogledamo obmejne regije, tam najdemo dvojezične šole, slovensko-madžarske, pa šole z italijanskim učnim jezikom. To je zelo jasen signal. To je zavezanost sobivanju, priznavanje, da raznolikost bogati. In tako pridemo do konca. Ta navedez preprost seznam imen je v resnici vse prej kot to. Je kot nekakšen zemljevid slovenske duše.
Zemljevid, na katerega so vrisane vrednote, ponos, bolečine in upanje tega naroda. In to nas pripelje do zadnje misli. Če so imena šol res zemljevid vrednot nekega naroda, kakšen zemljevid potem rišejo imena ulic, trgov, spomenikov v kraju, kjer živimo? Katere zgodbe so skrite na očeh, tik pred nami in samo čakajo, da jih nekdo odkrije?